Au. Živijo folk. Yo, folk. Brez zamere. Brez zamere. Ja. Kaj hočeš s tem povedati? Nimam pojma. Ej, Ja. kva si kaj jedel? Zadnje cajte. Kaj sem kaj jedel? Pohančke. A res? Zadnji čas jem samo pohančke, ampak to je bila prva jed, ki mi pada na pamet, ki sem jo res v zadnjem času jedel. Imaš rad pohano, Jure? Ja, verjetno preveč. Kdo nima? Kdo ni? Kdo nima? Javite se, napišite, jaz sovražam pohano. Si sovražiš pohano, napiš. Izsledili bomo IP in vas... ubili. Ja. Takih ljudi pa res ne rabimo. Kaj pa ti je najbolj všeč pri Pohanem. pohanem? Okus. Tista Če se- crunchy. Vse je dobro. Ja, fak. Kva to dela možganom? Glih, danes sem se s sodelavcem... Ja. Ne, se ne. Ne, Z motivom. Z enim tipom, ok. Pogovarjal. Ja. Ker sem videl sem pač enega zelo ubilenega človeka in sem ga vprašal, misliš, da mi jaz tudi taka, ne? Ja. In pa so, mislim, to je nepomembno, ampak so debatirali, lej, če se samo sprijazneš s tem, da enkrat rečeš, vse mi je, lahko si dovoljen biti tak, koliko let imaš to enega brezskrbnega užitka? Koliko je to, ne vem, perutničk, čipsa, pomfrija? Mislim, pa je res. Ja, je. Dokler se ti pa ne zakomplicira stvar, ampak Kaj jaz veliko gledam, jaz sem furat en kanal TLC, vse ga poznaš, ne? In gledam moje 300 kg življenje in me velikrat... A zgledal od moje 500 kilske sestre? Poznam, ampak nisem še gledal. Priporočam. Ne. Ampak me vedno fascinira, koliko v bistvu, koliko enega časa, denarja je šlo za to, da se človek toliko zredi. Škoda je zanimivo, da so to načeloma ljudi brez služb. Pojejo pa to, da jaz ne vem, kako si to prvošaš. Mogoče v Ameriki. Ja, v Ameriki imajo te bone, food stamps. Kaj? Ja, food stamps imajo, za te reveže. Enkrat se gleda en dokumentarc, oni tako za 700 € dobijo samo bonov za hrano in pa pač jejo cel mesec, ker nimajo drugega za delati. Ja, ko bi ti delal? A ne, če bi ti dala država 700 € za hrano, me da bi jih zagonil. Gurman. Ja, pa se da to zagoniti za normalno hrano ali vse samo junk? Ja, To si nisi poglabljal. Mislim, verjeten si Lahko greš v Michelinovo zvezdico pa daš en bon. Ja, to dvomam, ampak skoraj bi rekel, da si lahko kupijo hrano, pa kuhajo, pa vse. Samo mislim, da večino res zapravijo za ta fast food. A ti več ali manj obašajo. bi rekel, da več kuhaš oziroma ješ tako hrano, a je več instant, ki je naredil nekdo drug. Nekdo, ki ni v tvoji familiji. Instant hrana je, tudi lahko doma delaš instant hrano, kupaš pico, zmrzneno in jo fukneš. No dobro, v mikrovalko. to rečejo pod Pa tudi instant. nekdo ti lahko skuha dober obrok, pa ne, nekdo drug, ki greš v restauracijo recimo. Koliko si ti, Ja, fast food, koliko hočeš ti reči- znaš z A je besedami. Ne, sam pač pravim, Ne. da instant... A večkrat ješ tako, da plačaš pa požreš, ali si večkrat kupaš sestavine pa poješ? Jaz mislim, da večkrat jem doma, zihar. Veliko tudi sam kuham, ne vedno. Pa samo dve stvari, a ne? Ampak moram pa priznati, da odkar nisem več Nedonošen. študent, veliko tudi kaj kupam malo dražjega, tako da grem jest kam ali pa karkoli. Mhm. Malo dražjega govorim, neke normalne restauracije. Niko da reš kot študent na bon pa to, ampak to. Kaj pa ti, a ti se ti zdi, da poješ veliko džanka ali veliko tako? Čak, samo nekaj za Pripravljenega. A še zmeraj kuhaš samo Ne, Jure, kari pa... Ne? ne. Si dodal? Imam svoj Repertoar. repertoar, priznam, ki ni zelo Jekleni repertoar. Jekleni repertoar, ampak Ponedeljek to, torek to, samo obrneš. A? ne. Je res, da sem velikrat kari skuhal, pa še celo tebe sem ga skuhal. Že jaz sem tvojega jedel, ne Parkrat. štirikrat sigurno. Pa je dober. No, vidiš,
Tako da pa se tega držiš, kar dobro znaš. To je Kaj pa ti dobro skuhaš? Ne vem, sem pa par dni nazaj svinjska rebrca spekel. Počas, z vinom, krompir. Veš, kaj je zanimivo? Jaz sem 2 minute. A je to tik že bil 30, se to zgodi poje, da ješ neke te stvari, ki so bile prej rezervirane za stare ljudi. Ne vem, kaj se zgodi, ampak po 30. rojstnem dnevu se veliko stvari spremeni. Se mi zdi, da ko hitiš tja, je ful neka eksistenčna napetost, se začneš spraševati vse po lifeu, pa ko greš čez to točko, se pa razbremeniš in takrat pa neke nove ideje nastanejo. Se pravi, se ti to, da jaz pečem svinjska rebra, zdi smiselno ali je čist out? A se da pojasniti s tem eksistencialnim Jaz prebojem? mislim, da je neka patologija se razvija, nekaj, kar bo poje čez par let res slabo, ko boš imel 300 kil, ful svinine, imel neko stvar, vse, Ja, nač. Napište, se vam zdi normalen, da je začel svinjska rebra pripravljati? Ne, nisem jih. To ste rekel, da je to zdaj nekaj, kar zelo pogosto delam. Dejansko sem bil bolj, to je zanimivo. Zdaj povej zgodbo, no daj povej, razjasni nam, kva se dogaja, da si toliko, da se okrog teh svinjskih rebr zdaj pogovarjamo. Ja, sem že kako je prišlo do tega, da sem jih spekel. Ja. Vse me zanima. Vse. Tako, da sem šel v trgovino po eno stvar. Zdaj se ne morem se spomniti, recimo, da je bilo to, ne vem, kruh ali pa nekaj še bolj blesovega, ne vem, neki, ena majhna stvar, ki smo jo rabili za nekaj drugega skuhati, ne vem, recimo kisla smetana. Pa sem šel mimo mesarja in sem rekel, dajte mi to. In je dal. In pa sem pojedel. Neč ni sprašoval. Ne, samo videl neko žalost. V redu je. Samo vzem. Pa na blagajno plača. Zatrpiš, 30 pošelj. Ja, nekaj tako. In koliko kil je bilo teh svinjskih rebr? Ne veliko, kila. Mislim, ne, to, da nikoli v live še nisi, kako si odmeril, koliko svinjskih rebr rabiš. A vidiš, to te pa nauči življenje. Zaupaj svojemu mesarju in sam reč, za 2, dajte mi za 2. A v toliko dost, on itak ima roko, to kar zagrab, bum, noter, a v toliko dost, da dam ven. V redu, ok. Ker še vsakeč, ko sem šel, nikoli še nisem bil toliko samozaveten, da sem rekel 10 dek tega, ampak rečem 10 dek tega, a bo to dost? In pa je že zmerzen, da bo, ne, to je premalo, ali pa ne, ok, to je preveč, to je za 4. Tako da učim se še te mere. Ja, jaz recimo ne znam kofeta skuhati. Ne, da si ne bi znal kofeta, ampak nikoli ne vem, koliko žličk je za enega človeka. Pa kjer žličke? Pa rečejo 4 žličke in pojedem 4 une. Ta velike žlice kofeta, čeprav je pojedem, ne vem, 4 male. Kako žliš? Ne vem. Kako pa sebi kofe skuhaš? Ja, čist samo odzmečem, pa kukar je. Ali je pač mlaka, umazana voda, ali je pa črno, tako da me posrkalo. In tebi se ne podre cel svet, če je ta prva stvar zjutraj slab kofe? Ne. Je pa res, da pijem Black and Easy. Poznaš Black and Easy? Ne. Ker sem easy. Ne. And I'm black and easy. Ne poznam. No, to je pač nekaj, kukar instant turška kava. Je že odmerjen za enega človeka. No, ti jaz povem, jaz imam rad močen kofe, vzameš šalco, recimo, če je to šalca, napolniš 3/4, daš v džezvo, ko zavre, samo ta malo žičko vzameš in 2 take s kupčkom not fukneš, pomešaš, eni pravijo, da mora jeti pa še gor, eni pravijo, da sam pstiš, da ona počiva, si naliješ, a ti daš cukor pa mleko. Zdaj še ta tretja opcija, kako si pripraviš kavo. To povem. Da jo daš v hladno vodo. V hladno? Hladno vodo. Ja. In potem počas jo mešaš in da počas zavre kavo. In takrat ne bi se največ arome. Ja, to je ta turška varianta. Ja. Sam jaz sem preveč neočakan za to. No, jaz sem instant turško kavo. So pa še milijoni
milijoni nekih možnosti. Lahko tudi zbiraš neke te vrste kave, ampak zato pa moraš imeti okrogla očala, tatuje pa brke. Jaz sem blizu. Ja, ti si blizu. Sam že en tatu si nekam dam, pa pobrijem se. Tako da naslednjič bomo pogledali, kaj Mark skriva tukaj od spodaj. Živijo. Čija.